Na Istrski cesti 39 je mestna občina Koper odprla nove prostore zavetišča za brezdomne osebe, ki ga vodi območno združenje Rdečega križa Koper. Zavetišče obstaja v občini Koper že kar nekaj časa, je pa res, da je bilo kontejnersko zavetišče. Po nekaj obiskih tega zavetišča in pogovoru z uporabniki in tudi sledenju temu, da v bistvu marsikateri uporabnik se je ponovno integriral v družbo, smo ugotovili, da si ti ljudje zaslužijo boljšo prehodno obdobje do takrat, ko dobijo novo priložnost. Tako da smo sledili izzivu enega izmed teh uporabnikov, ki je rekel, da dajemo jim eno resno streho nad glavo. Namen zavetišča naj bi bil nudenje materialne in socialne pomoči brezdomnim osebam. Torej, zavetišče samo nudi prenočišča, hkrati tudi svetovalno delo, podporo, administrativno pomoč, kulturno-umetniške dejavnosti, kuharske delavnice, pranje, tako res različne vsebine, no. Za zunanje, torej za tiste, ki pa niso vključeni v zavetišče, nudimo tople obroke, možnost tuširanja, tudi pranja. V namestitveni program je trenutno vključenih 12 brezdomnih oseb, s katerimi bodo sklenili 3-mesečne dogovore in jih bodo po potrebi tudi podaljšali. V sobah pa lahko prenoči 14 ljudi. Zavetišče je 24/7, torej vsak dan, vse dni v letu smo odprti. Zdaj samo prenočevanje je omejeno oziroma zgornji prostori sobe so omejeni od 7 ure zvečer do nekje 8:30 zjutraj. Čez dan so sobe zaklenjene zaradi kako naj rečem, izogib težavam, je pa cel dan odprt dnevni center, torej ti spodnji prostori in tudi dežurni telefon. Torej v primeru nekih kriznih situacij smo na telefonu zaposleni. Obnova objekta nastanitvene podpore je občino znašala približno 260 tisoč evrov. Gre za pomembno novo pridobitev, ki pa žal ne bo odpravila brezdomske problematike. Na Hrvaškem zaradi inflacije, naraščajočih cen energentov in vsesplošnega dviga cen zaradi prevzema evra turistični delavci napovedujejo zahtevno turistično sezono, kar se kaže tudi v ponudbi kampov. Povprečna cena kampiranja se bo dvignila za okoli 20%. Za primerjavo smo želeli preveriti ponudbo kampov na obali. Ja, odvisno zdaj v kampu, seveda imajo na razpolago tako električne priključke, potem seveda kampirno mesto, potem sanitarne objekte, torej tuše, WC-je, za pomivanje posode. Pri nas imamo novost tudi to, da lahko pomivajo posodo tudi v pomivalnih strojih EasyBee, ki so v bistvu zelo ekonomični, operejo v 5 minutah, tako operejo kot posušijo posodo za 4-člansko družino, tako da je v bistvu tudi tukaj skrbimo tudi za okolje, da se ne porabi preveč energije. Imamo market, imamo masažo, imamo lepotni salonček, tak za naše goste. Mi ostalo gosti se znajdejo po svoje, ne? Ker zato, ker je toliko let tukaj, ta je več ali manj družinski kamp. Ali se bodo letos cene kampiranja zvišale podobno kot na Hrvaškem? V našem kampu cen nismo zvišali, torej cen dnevnega kampiranja. Nekoliko smo povišali cene samo za pavšalne najeme, to so za celoletne, ampak tudi do neke določenega datuma za plačila, torej predčasna, neka first minute plačila, tudi cene znižujemo. Tako da določene popuste in določene dodatne ugodnosti vključujemo v to. Naprimer, kot so bazen, torej lahko vsi naši uporabniki potem uporabljajo bazen za celo sezono brezplačno. Nekoliko drugače bo v kampu Fiesa, kjer bodo zvišali cene za celoletni najem parcele, saj imajo pretežno stalne goste. Parcele imamo lani je bilo 3000, letos je 3500. Za celoletno skupaj za zimovanje. Gosti lahko pridejo tudi po sezoni, ampak nekaj malega plačajo dodatnega, ne. Drugače to 3500 je celoletno. Na vprašanje, zakaj so se odločili zvišati cene, pa odgovarjajo.
Na splošno tako stroške si gor, elektrika, voda, odvoz smeti, varovanje, vzdrževanje. Kaj pa menijo o sosedih Hrvatih in njihovem zviševanju cen kampiranja? Ja, težko rečem, zakaj so se odločili za takšno potezo, glede na to, da imajo veliko resursov oziroma ozemlja na razpolago. Mi smo zelo omejeni, v bistvu prostorsko omejeni, a ne? Tako da je pa tudi res, da so oni zelo veliko v zadnjih parih letih investirali prav v kempe. Zelo veliko novih produktov se je naredilo in seveda to tudi stane in nekako je treba tudi povrniti verjetno te investicije. Malo pretirano, ja, mislim, da ne. Je zdaj izkoriščava, je evro, tako kot pri nas, ko pride evro z druge cene. To je to. Na podlagi primerjave spletnih cenikov smo ugotovili, da bodo cene sezonskih najemov parcel višje tudi v kampu Lucija. Nekaj več za posamezno nočitev pa boste morali odšteti tudi v kampu Adrian Karan. Univerza na Primorskem je v svoj novi študentski dom Barka že sprejela nove študente. V bistvu z 51 je že sklenjena pogodba, od tega je večina že useljenih, nekaj jih pa še pričakujemo v naslednjih dneh. Nov študentski dom bo lahko sprejel 55 študentov, kar pa še ne bo rešilo stanovanjske problematike študentov v Kopru. Univerza na Primorskem zato letos načrtuje še prenovo nekdanjega samskega doma v Prisojah. Konec leta 2021 smo ravno tako od Luke Koper odkupili še eno stavbo zraven našega obstoječega delujočega študentskega doma v Prisojah, kjer imamo nameščenih 160 študentov. Ta stavba, ki smo jo odkupili, se drži tega študentskega doma, je pa starejša, tako da je potrebna temeljite prenove in praktično celo lansko leto je potekalo projektiranje in pridobivanje gradbenega dovoljenja, ki je zdaj pridobljeno in ravno v teh dneh se zaključuje izbor izvajalca, del za kompletno prenovo te stavbe in računamo, da bi do 1. oktobra, ko se začne novo študijsko leto, bilo to komplet prenovljeno in opremljeno. In tam bo prostora za še dodatnih 82 postelj. V študentskem domu Barka so v zadnjem mesecu hiteli z osnovno prenovo, primerno za življenje študentov. Bilo je treba malo preurediti in dodati pohištva, torej tudi pisalne mize so pomembne za študente, kar prej ni bilo v hotelskem delu. Dodali smo hladilnike, dodali smo provizorična kuhališča, niso še to prave kuhinje, ampak nam je bilo najpomembneje, da čim prej usposobimo in uselimo študente, seveda pa z urejanjem nameravamo nadaljevati tudi naprej. Študentske sobe, ki še vedno spominjajo na navadne hotelske apartmaje, pa bodo v prihodnje še dodatno prenovili. Kuhališča so zdaj zasilna, tako da to bi radi malo izboljšali in določene predelne stene bi premaknili zaradi boljše organiziranosti prostorov, vendar s temi stvarmi hitro trčimo tudi v kakšne predpise in v potrebna dovoljenja, zato bo tu si potrebno vzeti malo več časa in premisleka in tudi kakšnega projektiranja. Letošnje poletje se bodo študentje žal ponovno srečali s preseljevanjem, saj bodo v študentskem domu Barka potekala obnovitvena dela. Včeraj je v Pretorski palači potekala 3. redna seja občinskega sveta Mestne občine Koper. Na njej so obravnavali proračun za leto 2023, ki je težak nekaj čez 100 milijonov evrov. Ob tem smo lahko slišali precej pripomb strani opozicijskih svetnikov. Pri drugi točki dnevnega reda, predlogu odloka o proračunu Mestne občine Koper, je bil najbolj opazen poziv Borisa Popoviča, ki je predlagal, da se proračuna ne sprejme, ker kot je zatrdil, opozicijski svetniki iz liste Koper je naš niso bili povabljeni k njegovemu snovanju. Sicer pa se naval vprašanj in zahtev po razlagah vsume 3. točko dnevnega reda, pri kateri so razpravljali o predlogu poslovnega načrta javnega stanovanjskega sklada. Opozicijske svetnike je pri tem zmotilo marsikaj. Od predvidenega nakupa luksuznega avtomobila, ki po današnjih cenovnih rangih to niti ni, do dan pred sejo prejetega dopisa sekretarke Ministrstva za okolje, v katerem direktorju stanovanjskega sklada očita neprimerno uporabo energentov, to je plina namesto obnovljivih virov. Sicer je direktor stanovanjskega sklada vse očitke argumentirano zavrnil in sam dopis označil kot nestrokoven in kot politični pamflet. Ker ne sloni na nekih strokovnih podatkih,
mislim, da je zelo nestrokoven, oziroma je, bom rekel tako, političen pamflet, nič razumem. 75 neprofitnih stanovanj na Novi Dolinski v Kopru naj bi padlo v najvišji energijski razred, kar pomeni, da očitki z dopisa ne morejo držati. Uporabljali pa bodo tudi kondenzacijske kotle in ne zastarele tehnologije, kot jim je bilo očitano. Ker se tiče kurjenja plina, tukaj gre za tako imenovane kondenzacijske kotle, ne, kjer se tudi kondens, ki nastaja, to se prej, recimo, jaz sicer nisem strokovnjak za termodinamiko, ne, magari bomo pripeljali koga, ki to obvlada, ampak lahko si pa ogledate tudi na spletu, recimo zadeve piše, da tukaj se uporablja, se pravi, tudi kondens, ki nastane pri gorjenju, recimo tega plina, se potem ne izpari kar tako v dimnik in gre, ampak en del toplote odda tej vodi, ki jo ogrevamo, ne. In potem tu se v nadaljevanju potem še dodatno segreje s plinom, ne. Mislim, kot sem rekel, iz toplotne črpalke potem je še ta kondenzacijski kotel, ne. Tako da se zadeve, bi rekel, maksimalno izkoristijo in to so nove tehnologije. Sicer pa so na seji potrdili skoraj vse točke dnevnega reda. Pri glasovanju so največkrat drugače volili le opozicijski svetniki iz liste Koper je naš. Sprejet ni bil le predlog o podražitvi vrtca, ker bodo obravnavali na eni prihodnjih sej. V športnem klubu v Kopru je vzdrževalec skril kamero v garderobe in tako skrivaj snemal dekleta. Osumljenca so ovadili oktobra lani in so pri njem našli več tisoč posnetkov s prikazovanjem spolne zlorabe. Identificirali pa so 3 oškodovance, med njimi tudi otroka. Osumljenec je kamero skril v slačilnicah, kjer so se dekleta prhala. Preiskava še vedno poteka, saj policisti skušajo ugotoviti, ali je šlo za edinstven primer in ali je osumljenec še naprej širil datoteke. Zaradi poteka preiskave nam koprski policisti niso mogli razkriti točno, v katerem športnem klubu se je zločin zgodil. Snemanje brez dovoljenja je že samo po sebi kaznivo in nezaželeno dejanje. V tem primeru pa gre tudi za izdelavo pornografskih vsebin in spolno zlorabo. Takšna dejanja niso samo kazniva, temveč tudi škodljiva za duševno zdravje žrtev. Le conseguenze psicologiche spaziano dalla vergogna all'imbarazzo, alle varie forme depressive, all'isolamento sociale, fino agli attacchi di panico e ansia di trovarsi in luoghi che ricordano l'evento, quindi camerini, garderoba, e luoghi in cui bisogna cambiarsi gli indumenti e quindi anche spesso può succedere anche durante le visite mediche. Le persone si sentono impotenti, umiliate, esposte. Impotenti perché? E vulnerabili anche, perché non ci si sente più sicuri nemmeno a casa, nemmeno nei luoghi in cui dovresti sentirti a riparo e tranquillo. Psihoterapeutka Eli Smiljani iz Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Koper je z nami podelila nasvete, kako lahko pomagamo otrokom in mladostnikom, ki so bili žrtve takšnega dejanja. Se ci riferiamo alla famiglia, di non ignorare i sentimenti, le emozioni che provano le persone. Comunicare ogni giorno con i propri figli, con la persona che ha subito questo reato, perché io lo chiamo reato. Tenere sotto controllo i cambiamenti di umore e di comportamento. Quali possono essere? Ci possono essere anche sintomi fisici, mal di testa, mal di pancia. I ragazzi possono avere disturbi del sonno oppure avere un eccessivo bisogno di dormire, avere gli incubi. Controllare i cambiamenti nell'alimentazione, i disturbi alimentari, si possono manifestare anche questi. Psihoterapeutka tudi poziva odgovorne, da bi mladim pomagali razumeti mejo med tem, kar se jim zdi šala in nadlegovanjem. Posebnega načina za preprečevanje takšnih dejavnosti ni, saj problema ne ustvarijo žrtve, tako kot tudi ne morejo nadzorovati dejanj kriminalcev. Na seji vlade je bil sprejet projekt oskrbe rižanskega in kraškega omrežja s pitno vodo v načrt programu za obdobje 2023-2026.
Kot je poudaril minister Brežan, se bo s tem projektom bistveno izboljšala možnost oskrbe slovenske Istre in zaledja s pitno vodo. Glavni cilj, načrtovane investicije, so možnost dobave dodatnih količin vode iz kraškega vodovoda Sežana, tržaškega vodovoda in iz vodnega vira Sveti Ivan in možnost stabilnejše proizvodnje vode v vodarni Gabrijeli. Ocenjena skupna vrednost investicije po tekočih cenah znaša 4.462.298 evrov z DDV. Investicija bo sofinancirana strani kraškega vodovoda Sežana, strani rižanskega vodovoda Koper ter strani Direkcije Republike Slovenije za vode in sredstev Sklada za vode. Projekt se bo izvajal v letih 2023 in 2024. V akvariju Piran prvič pričakujejo podmladek moškatne hobotnice. Na njeno oploditev so posumili, ko se ni več premikala po akvariju, ampak se je skrila in nehala prehranjevati. Ko je samček nekaj tednov po paritvi poginil, kar je naravni življenjski krog moškatne hobotnice, so se njihove domneve potrdile. Zdaj v akvariju nismo zasledili veliko takih dejavnosti, tudi v našem akvariju prej tega nismo imeli, tudi hobotnic nismo ločevali pred spolom, tudi imeli smo posamezno eno, nikoli jih nismo imeli več skupaj v akvariju, tako da do tega ni prišlo, oziroma je prišlo do same oploditve že v morju, preden smo mi hobotnico dobili, ker jajce ne izleže takoj takrat, ampak v nekem časovnem obdobju kasneje. Tako da, zdaj kako je pogosto, mi nismo še najdli primera sploh za moškatno hobotnico v akvariju, zdaj lahko se je zgodilo, pa o tem niso obveščali seveda. Akvarij hobotnice so nato previdno očistili in odmaknili kamne, kjer so odkrili samičko z gnezdom, v katerem je bilo okoli 80 jajčec. Nekaj bomo poskušali zadržati vsekakor, da poskusimo te hobotnice spraviti do odraslega. To bi bilo nekaj povsem novega in dobili bi veliko znanja s tem. Zdaj, če jih bo veliko, jih bomo pa vsekakor spustili v naravo, da zaživijo tam svoj krog. Moškatna hobotnica je v našem morju zelo prisotna in je tudi edina hobotnica našega morja. Kljub temu, da se jo pripravlja tudi kot kulinarično dobroto, strahu pred ekstinkcijo ni, saj se zaenkrat upad populacije ne nakazuje. Manja Rogelja poudarja, da vsaka vrsta nekaj doprinese k naši biodiverziteti morja. Za nas je vsaka taka stvar zelo pomembna, tudi to pač nam daje neka nova znanja, v primeru, da bi kdaj zares potrebovali, mogoče pri kakšni sorodni vrsti ali podobni, tako da predvsem to. Poleg hobotnice pa se bodo v naslednjih 2 do 3 mesecih izlegle tudi sipe. Jajčica sip in samček so zaenkrat še vedno na ogled obiskovalcem akvarija, ki bodo lahko opazovali njihov razvoj. Nedavna uničujoča potresa v Turčiji in Siriji sta pretresla javnost po vsem svetu. Prejšnji teden pa je zemljo streslo veliko bliže nam, in sicer na otoku Krku na Hrvaškem. Preverili smo, kako so potres čutili v Kopru. Ne, na srečo ga nisem čutila. Jaz trenutno ne, ampak drugi sem čula, ki so rekli, da ja. Sem čutila potresa. Jaz ga nisem čutil. Tokrat ne, ponovadi jamo, tokrat ne. Drugače sem bila doma, sem študirala in potem me mama je klicala, da nekaj je bilo v mestu, ker ona delala in so njo poklicali in rekli, da nekaj je bilo. Ampak v redu, nisem čutila, tako da... Smo, ja. Jaz pa ga nisem. Ne, nisem ga. Slovenska obala sicer ne velja za zelo ogroženo potresno območje, kar pa ne pomeni, da potres tukaj ne bi mogel povzročiti večje gmotne škode. Na vprašanje, kako varne se počutijo v svojih prebivališčih, so nam mimoidoči odgovorili takole. Mislim, da sem v svoji hiši kar varna, tako da na srečo mislim, da ne bi bilo nič narobe, če bi se to zgodilo. Jaz v moji hiši se čutim varna, ampak če bi streslo močno, bi tudi padlo dol, ne, in streslo. Zaenkrat se počutim varna. Relativno varni. Že 50 let sem tam, nisem nikdaj čutil. Ko sem v bloku, v stanovanju ga varno, ampak je juga, ki smo gor na vrhu, drugače pa v redu, ni nevarno območje. Ja, počutim varno, ampak je bilo malo strah. Ampak ja, upam, da tudi drugi so v redu in vse bo v redu. Dejansko ja. Ja, za zdaj ja, tako da... Na vprašanje, ali vedo, če so njihova prebivališča zgrajena po standardih potresne varnosti, pa pravijo, da... Jaz mislim, da je. Ne, to pa ni zavarovana, mislim, da ni naša hiša, ampak tako smo na deželi, da jaz lahko zbežim. Ta hiša je stara 100 let.
Kako je zavarovana, pitaj Boga. Ja. Naj bi bil. Ima 40 let, naj bi bil sicer. Nimam pojma. Mogoče zna biti, nisem pa sigurna. Ne, po mojem, da ne. Ne bi vedel, ampak spomnim pa se, da sem pred časom začutil en manjši potres, tako da sklepam, da ni ravno zavarovana proti potresom. Na otvoritvenem večeru Planice so številni glasbeniki skupaj izvedli narodno pesem Oj, Triglav, moj dom. Obiskovalci so bili navdušeni. In kako ne bi bili? Otvoritev je bila res spektakel, po katerem bi se lahko zgledoval celo Kim Jong-un. Kaj dogaja? Kje dogaja? Kdaj dogaja? Na obali. Pozdravljeni in dobrodošli v novi epizodi Kulturnega napovednika. Februar se od nas počasi poslavlja, zato ste svojo zadnjo soboto v februarju vabljeni preživeti v skladišču Libertas. Tam se bo ob 18. uri pričel poetično-glasbeni performans, na kateremu boste nastopili dve mladi ustvarjalki. Hana Meško se bo predstavila s svojim pesniškim prvencem Astropop. Njena zbirka pa temelji na problematiki sodobne družbe in vprašanju, kako lahko posameznik v slednji sploh zaživi v pravem pomenu besede. Ita Weber pa bo na odru nastopila s svojim prvim EP-jem Ita Karla, na kateremu se predstavlja ambientalno in filmsko glasbo. V istemu večeru se lahko odpravite na ogled komedije Z Bogom korona, mi gremo na dopust. Ob 8. uri v Kulturnem domu Izola bo namreč uprizorjena stand-up komedija Zakordi. Slovenski stand-up komik Perica Jerković bo na odru nastopil z brežiškim kantavtorjem Robertom. Kot sama pravite, pa bosta skupaj v slovo pomahala najbizarnejšem obdobju našega življenja. Prav tako pa se 25. februarja v Centru mladih Koper odvija koncert, ki se bo pričel ob 20:30. Na odru bosta tokrat nastopili dve glasbeni skupini. Skotni vrag iz Hrvaške pripravlja glasbeno-satirično igro, polno elementov indie in surf rocka, groova, psihadelije in džeza. Isti večer pa bo nastopil še goriški jazz rock funk kvartet Kava Sutra. V torek zadnjega februarja Center mladih Koper ob 18. uri pripravlja mavrično druženje. Slednje je primerno za vse, ki potrebujejo varno okolje, v kateremu lahko brez zadržkov govorijo o spolni usmerjenosti, identiteti in spolnosti. V sredo 1. marca Klub izolskih študentov in dijakov prireja drugo edicijo humanitarne rastline. V duhu prihajajočega 8. marca organizirajo dobrodelno licitacijo rastlin. Ta se bo odvijala na njihovem Facebook profilu, potekala pa bo tako, da bodo objavili fotografije rastlin in njihovo izklicno ceno. Vi pa se boste lahko v komentarjih potegovali za želeno rastlino. Licitacija bo potekala 3 dni, do 7. marca pa bo čas za prevzem rastlin za vse tiste, ki so ponudili najvišji znesek. Študentski klub bo zbran denar doniral društvu Beli obrod Slovenije, ki pomaga žrtvam kaznivih dejanj. 2. marca pa bo ob 17. uri v Centru mladih Koper potekala že druga delavnica izdelovanja stripov. Vsi risci in pisci ste tako vabljeni k druženju, spoznavanju in razvijanju svojega avtorskega stripa. Konec tedna v petek pa se že ob 18. uri pričenja DJ večer v skladišču Libertas. Dogodek po imenu Magazino organizira istrski kolektiv Rahat. Slednji pa si prizadeva za ustvarjanje dogodkov moderne elektronske glasbe na slovenski obali. Fantje radi ohranjajo skrivnostnost tako, da line-up napovejo šele par dni pred samim dogodkom. Danes pa si spored lahko že preberete na njihovi Facebook strani. Za tiste, ki vam elektronska glasba ne diši najbolj, pa se v Piranu odvija cikel dogodkov Piranski glasbeni oder. Na odru gledališča Tartini Piran bo v sklopu cikla tokrat ob 19:30 nastopil Rudi Bučar Trio.
Istega večera ob 8. uri pa se lahko odpravite še na karaoke večer v Center mladih Koper. Slogan dogodka je Zafušajmo skupaj, zato ste na oder vabljeni čisto vsi. To bo iz moje strani vse. Se vidimo prihodnjič.